Na Brdu pri Kranju pa je te dni potekel drugi koalicijskih vrh, tokrat na temu denarja, za razliko od prvega koalicijskega vrha, katerega tema so bila 80. Poleg državnega proračuna je bila na dnevnem redu tudi prodaja Abanke, ki je razdelila slovensko politiko, še posebej, ker je v teh dneh po medijih zaokrožila naslednja novica. Bančna luknja naj bi bila tako globoka, da smo morali vanjo zmetati skoraj 5 milijard evrov. Zdaj pa se pojavljajo ocene, da je bila ta številka umetno prenapihnjena. Slovenci smo se namreč ob sanaciji bank zgledovali po nemških turistih. Plačali smo račun za 2 milijardi evrov, pri tem pa pustili še za 3 milijarde napitnine. Klema še za en kafe. 3 milijarde evrov je znesek, ki bi ga namesto za sanacijo bank lahko namenili za nakup stvari, ki jih Slovenija dejansko potrebuje. Naprimer, 3000 vodnih skuterjev za nadzor meje na Kolpi. Naprimer. Koalicijski vrh pa ni bila edina zabava, ki jo je ta teden organiziral premier Šarec. Saj veste, Šarec je ljudski človek. Ko je sezona piknikov za vse, parka Madonna. Zato ta teden v svojem kabinetu gostil vse novo izvoljene evroposlance. No ja, ne čisto vse. Srečanja se niso udeležili evroposlanci iz Združene liste SDS in SLS, Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič. Trenutno se namreč mudijo v Španiji na srečanju Evropske ljudske stranke. Ja, a vidite, to je pa klasičen problem piknik sezone. Zver, Bogovič in Tomčeva so bili istočasno vabljeni na 2 piknika, pa so morali pa zbirati, kam bojo šli, ne? Izbira pa je bila piknik pri Šarcu, kjer bi že 100-tič poslušali iste vice, ali pa roštiljada v Španiji pri človeku, ki ima isti priimek kot znamka žarov. Težka odločitev. Zakaj točno pa je premier Šarec organiziral srečanje ravno takrat, ko je bilo odsotnih skoraj 40% povabljenih? V SDS obžalujejo, da premier tega srečanja ni uskladil tudi z izvoljenimi poslanci njihove skupne liste. A v Šarčevem kabinetu odgovarjajo, da je premier izbral današnji dan zato, ker prav njim prvi termin ni ustrezal. Tudi prejšnji termin jim ni ustrezal. Kar najbrž pomeni, da so bili na rojstnem dnevu od Janše ali pa na pikniku od Orbana. Nekje so bili. Poleg zgrešene priložnosti za druženje s premierjem Šarcem pa je stranko SDS ta teden doletelo še eno veliko razočaranje. Višje sodišče v Mariboru je zavrnilo pritožbo SDS na prvostopenjsko sodbo. Stranka se želi pritožiti, da je upravičena do odškodnine za izgubljene parlamentarne volitve 2014. Zgleda je stranka SDS svojo predvolilno kampanjo kupila prek TV prodaje, kjer je pisalo, da če v 30 dneh ne boste zadovoljni s svojimi rezultati, vam vrnejo denar. Višje sodišče pa je sedaj odločilo, da jim povrnitev kupnine ne pripada, saj je od nakupa minilo več kot 30 dni. Ampak okej, šalo na stran, kaj točno je stranko SDS zmotilo na parlamentarnih volitvah pred 5 leti? Na sodišču je SDS od države zahtevala 900 000 evrov zaradi škode, ki naj bi stranki povzročil proces Patria. V stranki SDS torej menijo, da jim je afera Patria naredila škodo pred volitvom. Jaz ne, če se zavedajo, ampak toliko brezplačne reklame, kot so prejeli z afero Patria, še ni dobila nobena druga stranka. Cerar, Židan, Erjavec so morali plačevati, da so bili njihovi obrazi postavljeni zdrav avtoceste. Na Janšo si se pa spomnil vsakič, ko si prehiteval kakšen oklepnik. Take reklame ne moreš kupiti. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!